pozdravljene, spoštovane gledalke in cenjeni gledalci. Mesec oktober je vsako leto posvečen požarni varnosti v najširšem pomenu besede. V današnji oddaji Aktualno se bomo zato pogovarjali o gasilcih in njihovem delovanju. V studiu pozdravljam Andreja Bezeljaka, poveljnika prostovoljnega gasilskega društva iz Idrije. Dobrodošli. Lep pozdrav, hvala za povabilo. Vsakih nekaj let gasilci pripravite večjo, obsežnejšo vajo. Pred 2 dnevoma ste to vajo izvedli v Godoviču. Kakšna je glavna ocena? Zdaj, najprej kar se tiče letošnjega meseca požarne varnosti, tema je bolj na preventivi, tako da nekaj na ta tema nas še čaka v našem društvu. Ta vaja, ki je bila pa zdaj organizirana, je pa, bi rekel, želja in tudi sama organizacija je štartala že tam v mesecu maju, v same priprave, in je zdaj tako naneslo, da je prišlo lih na oktober in smo morali to uspeljati, tako da se nam je lih poklopil, prekril, bi rekel, zdaj sama vaja pa... Predpostavka vaje je bila, da se je v cestnem predoru v Godoviču zgodila prometna nesreča. Tako. Scenarij vaje je bil, da je prišlo do neke večje nesreče, glede na število udeleženih vozil in oseb, bi tu hitro lahko za naše konce razglasili tudi kot za neka množična nesreča, glede na naše zmožnosti in tako gasilcev kot reševalnih ekip. Zaradi tega je bil tudi nekako postavljen ta scenarij, da se aktivira, se pravi, širše note, najbližji koncesionarje za posredovanje v prometnih nesrečah, najbližji ekipe nujne medicinske pomoči in pač se posledično policijo. Vaja v Godoviču v cestnem predoru, se pravi 2 osebni vozili in še cisterna. V bistvu so bila udeležena 3 osebna vozila, avtocisterna, ki je prevažala nevarno snov, in nek delovni stroj s priklopnikom, ki je tudi temu zadnji neke, dajmo reči, hlude po domače. Vajo pripravite tako, da uredite to, recimo delovišče, kraj prometne nesreče in potem obvestite koga? Kot sem že rekel, to, da smo lahko prišli zdaj do te vaje, je bilo kar mogoče sam tisk, ki je bil na kraju, ki je gledal, kot očevec, mogoče ne deloval, ampak to so kar dolgotrajne priprave, da dobimo mi vsa dovoljenja, treba narediti elaborat, poslati na direkcijo za ceste, da nam odobrijo sploh zaporo ceste, nekaj le glavna cesta, pa se pravi, pridem tu, ko je enkrat cesta zaprta, da smo postavili ta scenarij, ta poligon, pa počas pride do aktivacije in vsaj poskušaš po načrtu aktivirati te vse službe, ki so bile mišljene v tej vaji. Se pravi, vključen v prvi bi rekel, posredovalec je pravzaprav center za obveščanje v Novi Gorici, on dobi obvestilo, prometna nesreča in potem oni odločijo, koga kliče. Tako je. Se pravi, tukaj bilo je že pripravljeno, ampak se pravi, ko so dobilo obvestilo, da gre za neko prometno nesrečo iz prvi podatki so bili, tudi neka cisterna udeležena, so aktivirali avtomatsko po načrtu nas, ker pa je to bilo res blizu, pa da je še neka cisterna z neutljivo tekočino, se je aktiviralo še najbližje društvo, se pravi naš zvez Prostovoljno gasilsko društvo Godovič. Z njihovimi člani, oni so bili najbrž prvi na terenu. Tako, in so najbrž zavarovali območje. So zavarovali naletno pa požarno, se pravi kraj nesreče, naredili nek hitri ogled, da je tudi naš vodja intervencije, da je po dobil čim boljše informacije, kaj se dogaja, kakšno je realno stajne, kaj zmeri, tudi ko se gre za res, eno so informacije, kaj dobi rejski center, ena pa kar je dejansko na samem kraju nesreča, tako da se glede na podlah informacije se je vodja odločil za aktivacijo še dodatnih enot, se pravi gasilsko reševalni center Ajdovščina in Prostovoljno gasilsko društvo Dolnji Lahatec, ki tudi posreduje v takih primerih.
V vašem primeru, v primeru te vaje, ste vi izvozili iz Idrije, pravzaprav. Tako, v bistvu, Kakšen je ta čas od trenutka, ko gasilci dobijo obvestilo, do trenutka, ko odpeljejo? ja, zdaj zavedati se moramo, ne, mi smo vsi, razen zdaj, ki smo omenili GRC Ajdovščina, mi smo vsi, če zares smo vsi nek doma, v bel, v let, nima veze. Prav moramo najprej, če smo doma od doma, da varno do gasilnega doma se pripeljati in od tam, se pravi, nam se že doma začne šteti ta čas, na tem, ko neki, ki so poklicni, so tam neki, imajo z 8 minut, 2, ampak vseeno tišimo k temu, da tudi po večini je nekaj, se pravi, da je pod 5 minut prvi avto, ko že izvaža, ne. Pravi, je to prometna nesreča, požar, karkoli. Pod 5 minut, ko avto odpelje iz garaže, vključi vse zvočne in svetlobne signale. Koliko časa potrebujete, na primer, do Godoviča? Se pravi, tukaj zdaj, kot smo omenili, se je šlo za vajo, ljudje so čakali že v domu, ne, so bili pripravljeni in je bil prvo vozilo, prvo hitrotehnično vozilo je bilo v 11 minutah na kraju nesreče. Zdaj je Godovič pač itak precej blizu, mislim, da je bilo 3 minute, še najbolj oddaljeni, pa tudi najbolj taka zahtevna cesta, se pravi, so imeli gasilci iz Ajdovščine, so rabili 23 minut, da na koncu še vseeno je prišlo kar pravno, to, da je eden zapelje zadevo, pa pol, da dobiš, če ne se tudi, da bi kar naenkrat prišlo, no in tukaj enot je tudi težko se skoordinirati, zorganizirati, porazdeliti delo, tukaj take ekipa, ne. Ta čas je najbrž zelo pomemben, ker takrat se odločajo sekunde pravzaprav o življenju in smrti včasih, ne? Ja, tako je, v bistvu v gasilstvu govorimo o neki zlati uri, ne, to pomeni, kar je pri nas skoraj nerealno, ne, se pravi, ko nastane neka nesreča, imamo 1 uro, da, se pravi, če je hudo poškodovana, da ta oseba pride do kirurga, se pravi, v UKC Ljubljana. Zdaj, če samo računamo, ne vem, da je 5 minut, da mi izvozimo, pa da se vozimo na kraj, 10-15 minut je to že, ne vem, 20 minut, če smo res brez problemov, da nekajšnih zla težav pri samo iz razrezu avta, to 20 minut, pol ure, smo že na, ne vem, 35-40 minut bomo pa še do Ljubljane in zelo težko lovimo to uro. Vse, kar je nad tisto uro, ima ta oseba precej manj šans za popolno okrevanje oziroma, če hočeš preživeti, ne. V luči teh vaših podatkov je najbrž pomembno dejstvo, da prav zaradi tega potrebujete gasilske enote, na primer tudi na Vojskem, tudi v Ledinah, na teh odročnih pravzaprav krajih, neke manjše skupine usposobljenih ljudi, gasilcev, ki znajo posredovati. Prav sigurno je to zelo pomembno in mislim, da se je tudi v zadnjih, ne vem, dajmo reči 10 letih, zelo veliko naredili na tem področju. Že skoraj ni društva tukaj v naši zvezi, da ne bi imeli, ne vem, nek avtocisterno, nek manjše vozilo z vodo, da lahko vsaj prične z nekim gašenjem, da vsaj omeji z požar, da polka pride še odzad enota, ne, da je prej včasih je tu, če ni brž ene pomoči, meri to lahko brž vse v lufta, ne. Prej ste omenili zahtevnost te koordinacije, pravzaprav povejte nam, kdo prevzame poveljstvo nad reševalno akcijo, nad gasilsko akcijo, če so lokalci prej na terenu? Zdaj, če govorimo o sami prometni nesreči, ne, zdaj zmeri bo prevzel se pravi koncesionar, zdaj, če jih je večkrat tukaj, se tudi med sabo zmenimo, ne. Zdaj, če se gre za požar, se lahko pa tudi, no, in tiska je prvi, če dajmo reči, da je v Godoviču, lahko mu tudi tist pelje, če se počuti, da bo v redu speljal to intervencijo, pa da je tudi tiska je višji po funkciji, če vidi, da zadeva v redu pelje, ni nobenega problema, ne, da ne bi se taka zadeva do konca speljala. Če ne, se pa več prevzame, se pravi, osrednja enota, kar je v naši zvezi Idrija, pač prevzame vodja intervencije tist del.
Če govorimo o prometnih nesrečah, imate vi pravzaprav pooblastilo, koncesijo za posredovanja na Keltiki. Od kje do kje? V bistvu imamo tukaj, če gledamo malo ven z Hodoveča, kjer se začne Lohaška občina in do tukaj pred Stopnikom, kjer je tudi mejna iz Tolminova, ne. Pa gor do Nakladje, tam mislim, da je gor na Vrhnik. Zdaj pa to spet odvisno tudi, kaj je aktivacija, kdaj lahko gremo tudi do Hotedršce, odvisno kak tudi telefonski signal preklop med resmi centrija, ne. Zdaj, če bo eden klical, da mu bo lahko je v Hodoveču že, pa mu bo javilo, mu bo signal zaznal ljubljanski center, bo tudi lahko sam Lohac sprožen, pa bo mogoče bližje nam, ampak se ne obremenjujete s tem. Smo pa obdva drošta pozvana, ali zaradi ta je tudi bil ta zadnja vaja, smisel, da tudi malo na vaji malo sodelujemo, da tudi kapre zares, da smo bolj usklajeni, da se poznamo med sabo in zadeva lažje steče, ne. V elaboratu ste zapisali, da sistem obveščanja deluje preko sistema ZARE. Zakaj pravzaprav gre? To zares za enotni sistem Radio Ves, kjer so po celi Sloveniji iste, sprav kanali, ki so že naprej postavljeni. In pač to, ko priješ na kraj, se center dodelje, oziroma ponoviti imaš že kar viš, na kjermu kanalu boš delal, če delaš na svojemu področju. In lahko tudi druga enota obvestiš na kjermu kanalu, na kjer kanalni se predstav. Imamo delovni kanal ali pa kanal, ki bo potekal iz rejskim centrom. In se pač na desmo kanalu dela, da ne motimo ostalih, ne, se pravi, da smo poenoteni. Kako ste bili zadovoljni ob tej vaji s tem sistemom komunikacij? Smo bili zadovoljni, no. Zdaj, bilo je pač, situacija je bila, da je bila v tunelu, tukaj je bilo polno motečih faktorjev. Se pravi, že sem bilo je not ogromno hrupa od agregatov, teh, ki je hidravlika delala, do samih, ki se je delali, pukali. Veza je bila mogoče lih malo slabš, ker ni toliko vanj lovilo, sploh če se je delali na repetitorskem kanalu. Drugače pa zveze so v redu, no, špilale. Zdaj je delno, kar je bilo, samo pozivanje je bilo zaradi tudi malo te stavke, ki zaenkrat, če malo stavkajte naši dispečerji, ne, je bilo lih malo prilagojeno, dajmo reči, ka eni lih niso hoteli sodelovati na ti dispečerji na ti vaji, pa smo mogli v bistvu zasimulirati aktivacijo nekaterih enot. Ampak končni rezultat je bil isti. Gasilci ste bili ogrodje te vaje, poleg vas pa tudi, mislim, da 2 ekipi nujne medicinske pomoči iz Idrije in iz Logatca. Kako je na terenu to sodelovanje poteka? Zdaj, kar se tiče nujne medicinske pomoči iz Idrije, štok let sodelujemo, da ni bilo nikoli nobenega problema. Skozi boljše se mi zdi tudi ekipa tam, tako res, dosti mlada, zdaj tako, da tudi malo se drugače pa štekamo. Fantje, punce so tam usposobljene v redu, tako da tu mislim, da na vsaki endurance špile v redu. Zdaj še NMP Logatec, pa tudi smo že 4 let nazaj, smo tudi že malo v manjšem obsegu vaje naredili, tudi v Hodoveču, pa tam industrijski con. In smo tudi že sodelovali s temi fanti in dekleti, in je bilo tudi sodelovanje super, no. Zdaj, gasilci imate tudi kar nekaj znanja iz prvega posredovanja, ste prvi posredovalci, nekateri ali kar vsi. So ta znanja pravzaprav dragocena? Prav zagotovo so, sicer zdaj ti prvi posredovalci, mislim, da pridejo bolj upoštev res po teh, ne vem, oddaljenih krajih, kot, ne vem, dene vojsko, ki nimajo urgentnih služb tako blizu, kot mi smo res, mora biti že res več dohodkov istočasno, da se res vse ekipe NMP na terenu vani in da nas aktivirajo, ne. Drugače pa zadeva je v redu zastavljena, kakšen detajl bo je še malo spilt, drugače pa je
tudi za gasilce, ki je treba to obnavljati, mislim, da je v redu, bi rekel, brezplačni tečaj prve pomoči, ki ga nudijo v zdravstvenem domu. V to reševalno vajo ste vključili tudi policiste, policijske postaje Idrija. Ob samem reševanju pravzaprav policisti nimajo recimo tako resnega dela, prej in potem pa najbrž, ne? Ja, odvisno. Zdaj, če se ri to za na manjši nesreči, okej. Zdaj, ja smo mi prej ali so oni, pač tako vemo, kaj je našo, kaj je nehno delo, prav, da nekako zavarujejo. Morate povedati, no, in tako je bilo zdaj tukaj, ki je bila res malo masovna nesreča, pa tudi malo je bilo zaigrano, a ne, malo novinarji, malo lahko tudi kakšni svojci pridejo na tako mora policija hitro odreagirati, ne. Mi smo že tako pod stresom, ko tam delamo, ne moramo zdaj še se s svojci ukvarjati ali pa z novinarji tekom samega poteka te intervencije, sploh če se ri to zares taka obsežna zadeva, ki je bila na tej vaji. Koliko ljudi vse je sodelovalo številčno na tej vaji? Zdaj samih služb, teh reševalnih je bilo preko 70, vseh skupaj, se pravi z redarji, temi ponesrečenci, statisti, je bilo pa 100 delih malo manj. V analizi ste najbrž zapisali tudi opombe pod različne točke, kje so še izboljšave? Ja, to smo imeli malo končne analize, se pravi, pokazali se mogoče glede na obsežnost, da bi se malo bolj prešlo v malo večje štabno vodenje, ampak je ta zadeva tu hitro stekla skozi, da je malo šlo nam, ampak na koncu se vse v redu rešili. Smo pa polo še vsak po svojih društvih naredili še interne analize, kjer se je pa tudi pokazalo, da je zadeva v redu špilala, ne more biti pa nikoli tako dobro, ne pa biti boljši. Tako da vsak procep mora malo, kaj je za izboljšati, da naslednje take vaje, upam, da ne intervencije, in bo zadeva zih pelala naprej. Skupna ocena je najbrž pohvala. Ja, zaenkrat tudi kar povratne informacije vseh udeleženih enot so bili vsi z vajo zadovoljni. Ne bi rekel, da bile kakšne hude napake, hude dodelave, ni bilo zaznati, tako da kar v redu, no, se splačalo vložiti toliko časa v to, da smo speljali zdaj tu mimo. Najpomembnejši, tako dodana vrednost, najpomembnejša pa so najbrž te izkušnje, ki so jih operativci dobili v skoraj resnični situaciji, ne? Ja, prav zagotovo je to ena težko, da bi rekel, vsak let zorganizirati tako vajo, tako da prav ziher je vsak neki dobrega odnesel od te vaje. Andrej Bezeljak, ste poveljnik gasilskega društva v Idriji. Povejte nam, kako je s podmladkom in kako je z opremo? S podmladkom je bilo malo krize, sicer ta zdaj generacija, tam 20-25 je še vse, ni lih, da bi rekel, obilna, ampak zdaj mlajša generacija je pa kar zaživelo ponovno. To je, da upam, da se bo tudi nekako obdržali. Le zaradi tega so bili tudi zdaj vsi ti mladenci, pionirčki so bili vajeni tudi na ogled vaje. Taka vaja, se spomnim, je bila malo manj kot 25 let nazaj živo hodovečo, s drugačno tehniko, malo drugačno taktiko. In takrat vem, da niso bili vabljeni, leh vse pa mogoče bi bilo dobro, mogoče bi še zaradi tega kakšnega več imela, ne. Tako da fajn, no, da jih že zdaj, da ima reč po domače, malo zakurma, ne, tako, ko vede, da ne sam nekaj na suho dela, da lahko tudi malo bolj daj. Dobro zadeva. Zdaj, kar se pa opreme teče, pa ne smema, da ima reč jamrat, da smema vedeti pa nikoli prezadovoljni, ne. Treba je v korak s časom, slediti novim smernicam, novim tehnik, tako da tanc je nov, čez 2 leti imaš staro, ne. Oprema je treba konstantno obnavljati,
tudi moramo vedeti, da tehnologija avtomobilov stalno napreduje in tiste razpiralke škari, ki smo imeli 15 let nazaj, danes sem še malo ropotajo tam na kiš skadaški, na kiš avto, tudi da je treba prilagajati, se pravi, skus novejšo oprema. Tada. Je pa najbrž tudi to potrebno povedati, da za požarno varnost v lokalni skupnosti je odgovorna občina. Ja, na koncu seveda, na koncu je to v zmeri, tudi financiramo se iz občinskega proračuna, ne? Kar se tiče požarov, pa te vozil, pa ta. Tako da tudi tu, mislim, da lahko kar pohvalim župana, da je kar v redu stoje ob stran nam. Upam, da bo tako še naprej, no. In da boste imeli čim manj resnega dela. Tako. Andrej Bezeljak, poveljnik Prostovoljnega gasilskega društva Idrija, hvala lepa za ta pogovor, hvala za obisk in končajva ta pogovor z vašim stanovskim pozdravom na pomoč. Vam, spoštovane gledalke in cenjeni gledalci, pa hvala za pozornost in srečno.